Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila splošno napoved in napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji, Džotišu, za leto 2025, torej leto, ki prihaja. Leto 2025 bo obdobje velikih sprememb, dramatičnih zasukov in dviga zavesti. Torej v tem videu bom danes predstavila dogodke, ki se bodo odvijali v letu, ki prihaja, to je seveda, kot sem rekla, leto 2025. Dogajanje v tem letu bo zelo pestro, nemirno in razburljivo. Upam, da se bodo energije, ki sem jih seveda zaznala, ko sem delala ta video, naven materializirale na višjem, bolj duhovnem nivoju in ne na nižjem, saj nas drugače čakajo kar težki izzivi. Kot pa sem v svojih videih že večkrat poudarila, torej imamo svobodno voljo in na nas je, torej na ljudeh, na človeštvu, na vseh nas, kako bomo določene zadeve peljali in tudi izpeljali, torej ali na nižji destruktivni ravni ali pa na višji duhovni ravni. To je seveda ključno in to sem v tej napovedi tudi večkrat poudarila. Pozdravljeni, sem Uršula, vedska astrologinja, sem tarot svetovalka, sem tudi mentorica mojega programa Oracle of Light, sem tudi učiteljica okultnih vsebin, torej vse, kar delam, tudi poučujem, Džotiš karte in tudi druge karte, naprimer ciganke, orakelske karte. Naredila pa sem tudi svoje karte Rosetta, ki so tudi orakelske karte. Če jih želite kupiti, jih seveda lahko, spodaj v opis bom prilepila link. Torej, vesela sem, da ste se z mano povezali na mojem kanalu Orakel luči Oracle of Light Uršula Zakrajšek. Vabim vas, da se na kanal naročite, da ga všečkate, da bo več ljudi videlo to napoved. In vabim vas, da še naprej spremljate vse moje napovedi po Džotišu in tarotu. Zdaj naj najprej povem, da so na mojem kanalu vsem vedno dostopne vse moje splošne napovedi in to povsem brezplačno. Napovedi za vsako znamenje posebej pa so dostopne tistim, ki so vpisani na moje e-novičke. Nekatere bojo letos oziroma naslednje leto še vedno brezplačne, druge bolj poglobljene pa bodo dostopne po izjemno ugodnih cenah. Vpišete se lahko spodaj preko linka ali preko moje spletne strani, to je oracleoflight.org. Po vpisu na novičke boste torej prejeli izjemno ugodno ponudbo za napoved za vsako znamenje posebej, torej zdaj napoved za vsa znamenja za leto 2025. Zdaj morate pa vedeti, da jaz upoštevam sideralni in netropski zodjak, kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Torej napoved za vsa astrološka znamenja pa je narejena glede na vaš ascendent, luno in sonce. Tudi za sonce lahko pogledate, večinoma se drugače gleda ascendent in luno. Zdaj, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste preko spodnjega linka, ki ga bom prilepila v opis. Ta link vas bo peljal na spletno stran, kjer boste izpolnili tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način boste pridobili te informacije. Torej, kje imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, videli boste pa tudi, kje imate druge planete. Tako boste lahko vse skozi spremljali moje mesečne napovedi, torej napovedi za velike premike planetov in tudi druge napovedi narejene po vedski astrologiji. Kot sem rekla, nekatere bojo naslednjo leto še vedno brezplačne, nekatere pa bojo dostopne po izjemno ugodnih cenah. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, v tem videu se bom osredotočila predvsem na glavne astrološke vplive, ki bojo zaznamovali leto 2025. To res nemirno in razburljivo leto bo v nas vseh močno izpostavilo predvsem globoke čustvene in karmične zadeve. Zato, ker lahko pričakujemo zaostritve, spore, konflikte, tudi nemire, tudi večje nemire. Lahko tudi večje naravne ujme in celo izbruhe kakšnih nalezljivih bolezni. Zdaj, pomembni planeti, katerih tranziti bodo oblikovali celotno leto 2025, so torej Saturn, Rahu, Ketu in Jupiter. Saj bodo v tem letu zamenjali znamenja, torej vsi ti planeti, ki sem jih zdaj omenjala, bodo prišli torej iz znamenj, v katerih so letos, v druga znamenja naslednje leto. Prav tako bo pa močno na vse dogajanje vplival Mars.
Mars se je pa ravno danes, ko snemam tale video, torej 7.12. snemam tale video in danes, mislim, da se je žel, pa se bo, se je premaknil oziroma je prešel v retrogradno gibanje. Torej danes snemam ta video in Mars se torej premika oziroma torej obrača v retrogradno gibanje. Retrograden bo tudi seveda ob vstopu v novo leto 2025 in zato bo seveda ta retrogradni Mars zaznamoval celotno leto 2025 in retrograden bo do 24.2., torej 24. februarja 2025, torej prva 2 meseca v tem letu. In zaradi retrogradnosti se bo vmes tudi vrnil v znamenje dvojčka, kjer je že bil. Zdaj pa trenutno v Raku. Zdaj, Mars je v vsem tem dogajanju zelo pomemben planet, saj je vedno ključen sprožilec dogodkov, tako za svetovne napovedi, kot tudi za vaš osebni horoskop. Zdaj, drugače bojo pomembni v tem letu tudi vplivi Venere, ki bo tudi retrogradna v tem letu, potem tudi Merkurja, ki bo seveda tudi večkrat retrograden, in pa interpersonalni planeti, Uran, Neptun in Pluton. Torej, nekateri vedski astrologi teh planetov ne uporabljajo, jaz pa jih, ker mi dajo zelo, zelo dobre rezultate, tudi pri osebnih napovedih oziroma analizah in zato seveda sem jih vključila tudi v to splošno napoved. No, pa zdaj, če kar začnemo z Marsom. Torej, v novo leto 2025 bomo vstopili torej z retrogradnim in debiliteranim Marsom v Raku, ki je seveda že precej oslabljen. In zato v celo novo leto, torej 2025, prinaša povečano agresijo. Torej prinaša zunanje in lahko notranje konflikte, torej konflikte, ki jih imamo mi v sebi. Torej Marsova energija se lahko tako izraža, torej v konfliktih izven nas, zunaj ali pa znotraj nas. Torej prinaša ta Mars nemire, zmedo, destruktivno energijo. Torej Mars je kot planet simbolizira akcijo, odločnost, energijo, včasih tudi pa seveda konflikte. Ko je retrograden, se te energije malo upočasnijo, torej retrogradna se naven izraža vedno z nekimi zastoji, prekinitvami, preteklimi vprašanji, torej pretekle stvari pridejo spet v ospredje, pa tudi dogodki. In seveda vsa ta vprašanja zahtevajo vedno neko notranjo refleksijo, kar pogosto pa prinese na površje stara vprašanja ali ponovno aktivirane rešene konflikte. Torej nekaj, kar imamo mi znotraj, kar nismo rešili, bo zdaj se to nekako sprožilo tudi na ven. Ker pa je seveda tale Mars debiliteran, to njegovo energijo slabi. Je pa res, da je tale Mars naproti Kozorogu, čeprav je torej, debiliteran, je lahko tudi zelo močan, ampak v negativnem smislu in lahko pri nekaterih ljudeh povzroči občutek intenzivne energije, moči, lahko celo maničnega vedenja. To seveda za prihajajoče leto ni najbolj spodbudno, če gledamo na splošno, saj z drugimi energijami, ki se nas bojo dotaknile, predvsem bo mesec marec v ospredju in z vsemi temi energijami lahko Mars kot sprožilec lahko prinese izbruh nekega večjega konflikta. Torej nekih večjega nemira ali pa nemerov, Mars namreč deluje kot sprožilec, kot sem rekla, v tem primeru lahko večjih globalnih in tudi pomembnih dogodkov. Torej, njegova energija nas je v decembru tega leta že malo počasnila, torej smo že v decembru, torej, kot sem rekla, danes 7.12. Torej, bo Mars retrograden. In seveda bo tako tudi v januarju in februarju 2025. Torej v vseh nas se bo sprožila neka potreba po nekem notranjem premisleku in neki naši notranji konflikti se bojo lahko sprožili na ven. Potem v ospredje bodo prišla tudi vprašanja prometa, lahko sistemov, ki so odvisni tudi od digitalnih omrežij. Marsova retrogradnost bi lahko v tem času povzročila na primer kakšne tveganje za kibernetske napade, motnje v komunikacijskih omrežjih, lahko tudi napade na sisteme infrastrukture, transporta.
Še posebej, ko bo konec januarja ta retrogradnost in debilitiran Mars vpliva tudi na Sonce in Plutona, ki bosta v direktni konjunkciji, kar prinaša močne uničujoče potenciale. To bo ena taka zelo zanimiva situacija. Torej, tale Sonce in Pluton in pa Mars, torej bi to lahko res dejansko sprožilo kakšne res velike težave, torej v prometu pa in v vseh teh sistemih, kot sem rekla, ki so odvisni od digitalnih omrežij. Tako da jaz upam, da ne bo preveč teh napadov. Torej, drugače lahko nasplošno, torej ta Marsova retrogradnost v novem letu sproži tudi vprašanja karmičnih dolgov iz prejšnjih življenj v povezavi s pogumom, energijo, močjo, lahko tudi nasiljem in grobostjo. Zdaj, pri ženskah bodo zagotovo izpostavljeni odnosi z moškimi, naprimer partnerji, brati, tako da se bo v tem letu veliko govorilo in tudi reševalo nasilje nad ženskami. Torej, to bo v ospredju. Verjetno bo tudi prijeto več nasilnežev kot prejšnja leta ali pa bodo zadeve prišle na dan. Pri moških pa bodo tudi izpostavljeni problematični odnosi z drugimi moškimi, brati ali pa drugimi pomembnimi moškimi, naprimer kakšnimi avtoritetami, šefi, naprimer, lahko očetoma. To celo leto bo drugače tudi čas reševanja nepremičninskih zadev, lahko bi dobili nov davek na nepremičnine, v središču pa bojo zagotovo poklici, ki jih Mars predstavlja, naprimer vozniki, potem to so vsi uniformirani poklici, kuharji, zdravniki, policisti, vojaki, športniki in v povezavi s temi poklici se bodo verjetno reševala predvsem vprašanja plač. In lahko bojo te skupine, ki sem jih zdaj naštela, torej skupine teh poklicov spet vključene v kakšno stavko ali pa v kakšne velike nemire. In to seveda velja tudi za Slovenijo, ne samo na splošno. Zdaj, ko se bo Mars vrnil v znamenje dvojčkov, to je 21. januarja, bo prav tako torej v ospredju komunikacija, informacijska tehnologija, mreže, težave v povezavi z vsemi temi zadevami, torej v prometu bojo zagotovo težave, bojo pa tudi težave na splošno v komunikaciji, tako da takrat pazite v komunikaciji, ko se bo Mars vrnil v znamenje dvojčkov, torej konec januarja. No, to pač bi bilo mogoče pač nekaj o Marsu, pa vse, ker pač lahko bi še precej več razlagala, ampak ne bom v tem videu, ker bo predolga. No, pa bi zdaj še nekaj povedala o Uranu, ker sem rekla, da bom tudi nekaj povedala o teh interpersonalnih planetih. Uran se še vedno nahaja v Biku, tukaj že od leta 2024, njegov vpliv je seveda že prinesel neke velike pretresljive spremembe na področju financ, pa tudi verov in stabilnosti, tudi na področju prehranjevanja in vpliva govora na množice. Zdaj, na začetku leta 2025 se bo Uran sicer začasno premaknil nazaj v Ovna, ampak se bo nato kmalu spet vrnil v Bika. Zdaj, Uran je drugače planet nenadnih sprememb, inovacij, revolucij in v Biku bo torej nadaljeval svoj vpliv na energije z področja financ, materialnih vrednot in narave. In tale kombinacija Urana in Bika bi lahko vodila do pretresa na tradicionalnih struktur in tudi starih sistemov. In tukaj, torej v letu 2025 bo zagotovo še bolj izzival tradicionalne strukture in stare sisteme in to seveda z namenom, da se preoblikujejo. Da to seveda vpliva tudi Pluton, ki je v Kozorogu in oba bosta zelo močno vplivala na to, da se stare strukture preoblikujejo in spremenijo. Zdaj, poudaril bo tudi potrebo po izpostavitvi trajnostnih sistemov, ki ustrezajo sodobnim zahtevam in tudi nas spodbujajo, da bomo ponovno premislili o svojih vrednotah, o odnosu do verov, posesti, varnosti. In zato zagotovo napovedujem, da bo v prihodnosti v ospredju hrana, njena predelava, torej samooskrba in prehranska varnost. Torej o tem se bo zelo, zelo veliko govorilo v tem letu in potem tudi seveda še kasneje, dokler bo seveda Uran v Biku. Torej, energija Urana bo torej spodbujala transformacijo zastarelih struktur, ustvarjala bo prostor za nove, bolj trajnostne sisteme, posebej v prehranski industriji, torej tudi v kmetijstvu. Njegov vpliv bo lahko z vsemi drugimi energijami tudi povzročil širjenje revolucij. Torej, seveda Uran je planet nepredvidljivosti, eksplozivnih dogodkov in bo zagotovo tudi sprožil torej,
te borbe za svobodo, nemire, potem veliko bo tudi inovacij, tehnologija, spremembe finančnih sistemov, torej to se bo zagotovo vse precej spremenilo, verjetno bo tudi kriptovaluta prišla precej v ospredje in seveda zagotovo nas čakajo večje spremembe v financah. Torej, finance bodo v ospredju. Torej, energije leta 2025 torej, izkazujejo tudi povečano tveganje za naravne nesreče, vključno z poplavami, potresi in ekstremnimi vremenskimi dogodki, ker tudi tale uran v biku, bik je zemlja. Zato, torej, bik je znamenje zemlje in ravno zaradi tega lahko tale uran sproži vrsto naravnih nesreč, kar se je dogajalo že lansko leto, o tem sem tudi že govorila. In seveda uran v biku torej sprošča destruktivne energije, ki so povezane z zemljo in njenimi viri, ker je seveda bik je zemlja, to je zemeljsko znamenje. No, pa če gremo kar naprej, torej v začetku februarja, torej 7.2.2025 bo ena zelo pomembna konjunkcija tudi, torej povezava Rahuja in Neptuna v ribah, ki bo tudi prinesla zelo zanimive energije, poleg pa se bo nahajala tudi Venera. Venera je drugače v ribah izjemno dobro postavljena, o tem bom tudi še nekaj povedala. Ampak naj najprej malo povem, kaj predstavljata Rahu, kaj Neptun in ribi. Zdaj o tema dvema planetoma in znamenju rib bom o tem videu še zelo veliko govorila, ker znamenje rib bo letos izjemno v ospredju. Torej, Rahu je severni lunin vozel, vedno je povezan tudi s Ketujem, ki je južni lunin vozel, saj v naši natalni karti vedno nasproti njemu. Zdaj, če malo povem, kaj sta Rahu in Ketu, torej po legendi sta bila včasih združena v demonskega zmaja ali kačo, kasneje so jo presekali na pol, ampak še zdaj sta na nek način, ne morem reči, da sta skupaj, ampak sta povezana drug z drugim, ne moreta drug brez drugega, ker predstavljata vsak en del celega demona, torej zmaja. Rahu predstavlja glavo brez telesa in Ketu telo brez glave, torej rep. V naši karti torej predstavljata našo karmično os, torej našo karmo. Rahu je drugače zelo povezan z željami, materialnimi strastmi, tudi lahko obsedenostjo, simbolizira tudi iluzije, manipulacijo, lahko neke lažne novice, laži, jedrsko energijo, astronautiko, kozmos, vesolje, nekaj nenavadnega, razburljivega. Rahu je tudi povezan s tujimi deželami, tujci, predstavlja glavo, ki vse skozi nekaj tuhta, razmišlja in vse skozi nekaj želi, torej zato predstavlja strasti. Ketu, o katerem bom pa tudi govorila malo kasneje, pa povezavi z Marsom, ker bo konjunkcija Ketuja in Marsa, to bom malo kasneje povedala. No, Ketu pa je telo brez glave, torej kačji rep in simbolizira prekinitve, reze, umik, odmik, ločenost, tudi nemir, raztresenost, strupe, zdravila. Drugače predstavlja Ketu zaradi tega, ker predstavlja ločenost in odmik, predstavlja tudi osvoboditev in dvig zavesti. Predstavlja torej razsvetljenje. Kaj pa Neptun? Neptun je pa interpersonalni planet, povezan z duhovnostjo, modrostjo, kreativnostjo, tudi iluzijami, nejasnostjo, zmedenostjo, lahko tudi odvisnostmi. Lahko kaže tudi na bolezni in viruse. Drugače pa Neptun predstavlja ustvarjalnost, povezanje s fotografijo, filmom, umetnostjo, ustvarjalnostjo, tudi z globino, z globokimi vodami je Neptun povezan, mori in oceani. Neptun je bil le v rimski mitologiji bog morja. In v zahodni astrologiji ga tudi smatra za sodobnega vladarja rib. Torej, Neptun naj bi vladal ribama. In ker se Neptun že nekaj časa nahaja v ribah, to je od pomladi 2022, smo bili zato, pa tudi seveda zaradi nekih drugih astroloških dejavnikov, naprimer Rahuja v ribah, pa tudi v zvezdih, v katerih sta se nahajala Neptun in Rahu letos. Naprimer, Neptun je bil v Purva in Uttara Bhadrapad, Rahu pa od poletja v Uttara Bhadrapad.
In zato smo bili, torej ravno zaradi vseh teh astroloških dejavnikov smo bili deležni poplav in ujm povezanih z vodo. Ker vse to, torej Neptun v ribah, pa tudi Rahu v ribah in te vzveze, ki sem jih naštela, vse to lahko predstavlja tudi torej, poplave, nevihte, veliko vode. Torej, Neptun tako lahko predstavlja vse megleno, nejasno, iluzorno in ko je v polni moči, lahko tudi nekako zabriše resničnost, ustvari iluzije. Rahu, kot sem že rekla, simbolizira želje, strast, materializem, obsedenost, tudi manipulacijo. Torej, simbolizira senčne vidike in prevare, pa tudi lahko prinaša iluzije kot Neptun, odvisnosti in tuje vplive. Zdaj, kaj pa zdaj potem prinaša tale povezava Neptun, ki sem rekla je zmeda, v povezavi z Rahujem, ki je podvojena iluzija, lahko to torej prinese čas zmede in dezinformacij. In v tem obdobju, torej februarja 2025, bo torej velika možnost, da pride do nekih kolektivnih manipulacij in prevar. Torej zavajanja lažnih novic, nejasnih resnic, lahko v medijih, v politiki in to bo seveda lahko povzročilo negotovost, kaos in zmedo. Torej politične in družbene zadeve bodo morda videti manj jasne ali resnične in to bo pa seveda tudi čas, ko bojo nekatere stvari pa prišle na dan, neke globoke stvari. Ker se oba, tako Neptun kot Rahu, nahajata v astrološkem znamenju rib. Znamenje rib je pa v osnovi 12. hiša, tudi skrivnosti, drugače izgub, samote, zaprtih ustanov, tujine, stroškov, tudi dviga zavesti in razsvetljenja. Predvsem pa, kot sem rekla, globokih, večkrat zakopanih stvari. In zato bodo stvari lahko prišle na plano. Drugače ribe predstavljajo tudi konec nečesa ali pa nekaj, kar nam ni blizu, predstavlja tudi tujce, tujino, tudi potovanje čez morje, ker ribe predstavljajo globoko vodo kot Neptun. In ravno zaradi tega napovedujem, torej, da bojo določene stvari, ki so bile torej, davno ali pa zelo globoko zakopane, zdaj prišle na plano, torej v nekem splošnem smislu, in tudi na osebni ravni. Torej tudi mi vsi, kdorkoli od nas bo lahko zvedel kakšne skrivnosti, kakšne stvari, za katere mogoče nekdo ne želi, da pridejo na dan, pa bodo prišle. Tako da, če imate kakšne skrivnosti, potem se pazite. Če pa nimate, če ima pa nekdo drug v vezi z vami, pa tudi boste zvedeli, kakšne stvari. Torej, ta poravnava bo vplivala tudi seveda na celoletne dogodke, povezane z vodo in boleznimi, ker Rahu se bo do konca februarja 2025 nahajal v Uttara Bhadrapad, kasneje pa v Purva Bhadrapad v zvezdju, kjer bo ostal skoraj do konca leta. In obe v zvezdi povzročata nevihte in poplave in to lahko pričakujemo celo leto. O tem bom še malo kasneje pa še nekaj povedala, ampak ujme nas čakajo zagotovo. No, zdaj pa če še nekaj povem torej o Veneri, ki sem rekla, da je tudi v ribah. Torej 2. marca 2025 se bo Venera v ribah, kjer je izjemno dobro postavljena, obrnila v retrogradno gibanje in bo retrogradno ostala do 13. aprila 2025. Zgodil pa se bo tudi prvi lunin mrk. To bo pa 14. marca 2025. Torej, retrogradna Venera bo tukaj zelo dobro postavljena v ribah, tukaj bo egzaltirana in seveda bo lahko prinesla veliko dobrih stvari. Lahko se bomo, ker bo retrogradna, vrnili k nekim stvarem, ki so nas mogoče davno zanimale, prej pa mogoče nismo imeli časa za to, da bi se ukvarjali z njimi, nismo imeli mogoče energije, denarja, karkoli. In spodbujala bo umetniške talente, kreativnost, izraznost, posebej tudi zaradi tega, ker bo povezana z Neptunom, ki je tudi planet kreativnosti in umetnosti, posebej filmske umetnosti. Zato lahko v tem obdobju pričakujemo nove umetniške kreativne stvaritve. Zaradi retrogradnosti lahko kakšne stvaritve pod vplivom nečesa iz preteklosti, torej ponovne obuditve starih filmov v nekih novih preoblekah. Bo pa ta Venera lahko prinesla v naše življenja pretekle ljubezni, za katere mislimo, da so že pač davno torej minile in da mogoče mislimo, da nikoli več te osebe ne bomo srečali, ampak bi tale retrogradna Venera lahko te osebe torej ponovno privedla v naša življenja.
Torej, pretekle ljubezni, vrnejo se lahko torej ljubimci, ali pa, kot sem že prej rekla, lahko pridejo nazaj neka umetniška nagnjenja ali pa zanimanja, ki smo jih nekdaj gojili, a ne? In bi zdaj lahko torej nas vzpodbudila, da se česa lotimo, pač kar smo, na primer, se želeli lotiti v preteklosti, pa nismo imeli možnosti pač zaradi nekega vzroka. Ne? Bo seveda prinesla tudi uvere, občutek zamud, omejitev, seveda tudi introspekcije, ker retrogradna seveda vedno prinese tudi neke zamude, uvere in pa seveda nek notranji pogled, ne, da se mi vprašamo, kam plujemo, kam gremo in se vračamo v preteklost, zato da bi seveda lahko rešili potem stvari v prihodnosti, a ne? V sedanjosti in prihodnosti. Torej, pri retrogradnosti je introspekcija vedno zelo pomembna. In zdaj, ker je toliko planetov v ribah, se bo to močno odražalo v marcu. Torej, marec tega leta bo izjemno pomemben mesec. Zdaj, in če grem kar naprej, ne, torej najpomembnejši meseci tega leta bodo zagotovo od marca do maja 2025, torej marec je prvi tak mesec, torej potem pa april, in do maja 2025, takrat se bo zgodil veliki stelium in konjunkcija Rahuja in Saturna v ribah. Torej, prvi pomembnejši prehod iz enega znamenja v drugega bo naredil Saturn, ki se bo iz vodnarja 29. marca 2025, torej konec marca, premaknil v ribe. Na isti dan pa se bo zgodil tudi sončni mrk v ribah. Tako se bo v ribah torej srečalo veliko planetov in zato bomo imeli veliki stelium, kakor temu rečemo v astrologiji. In ta stelium bo vključeval tako Venero, Merkurja, Rahuja, Saturna, Neptuna, Luno in Sonce. Torej, to bo tako veliko energije nakopičeno v ribah, da se bodo res dogajale pomembne stvari. In naproti temu steliumu bo postavljen Ketu, na katerega bosta gledala Mars in Jupiter. In ker Uran stoji ob Jupitru, bo tudi vključen v to močno energetsko zgodbo, pa tudi Pluton, ki stoji v Kozorogu, kateremu vlada Saturn, ki je seveda poleg. Poleg tega bosta na Plutona gledala tudi Mars in Jupiter. Da bo pa vse še močnejše, bo v tem času tudi Merkur retrograden in tudi v ribah debilitira. Drugače bo Merkur retrograden od 15.3. pa do 7.4.2025 in bo vse skozi v ribah, torej to je pomembna informacija. Takrat, kot že večkrat sem poudarjala, tisti, ki gledate moj video, ki berete moj blog, v času Merkurjeve retrogradnosti ni dobro podpisovati pogodb, ni dobro nekaj na novo začeti, a ne? Ni dobro kupovati novih stvari in tako dalje, kot sem že večkrat povedala, večkrat poudarila. Zdaj, če vas zanima, kako deluje retrogradni Merkur, si vedno lahko preberete torej kakšen prispevek, kakšen članek na mojem blogu, ker imam pač tam tudi za nazaj veliko teh člankov, pa lahko pogledate retrogradni Merkur, pa seveda tam nasplošno preberete, kaj ni dobro početi v času retrogradnega Merkurja, kaj pa je dobro početi. Naprimer, je pa dobro pospravljati, pa nekaj mogoče za nazaj popravljati, to pa je v redu, a ne? Tako da, če vas to zanima, si to tam lahko pogledate, a ne? Torej, in pa seveda, torej, kot sem rekla, najprej bo sončni mrk v ribah tisti, ki bo vplival na celotno dogajanje, kasneje pa še konjunkcija Rahuja in Saturna, ki se bo zgodila 21. aprila 2024. Torej, na vso to situacijo, vso to energijo, ki bo seveda se nakopičila v ribah, bo seveda močno vplival tale sončni mrk. Torej, še bolj poudarjeno, a ne, dogajanje, še bolj poudarjena, še bolj, bom rekla, neka težka energija se bo tukaj sproščala, a ne, oziroma sprostila, pa pol postopoma sproščala in pa še zgodila se bo konjunkcija Rahuja in Saturna, torej v aprilu, a ne, in zato bojo ti meseci, torej marec, april, maj, res izjemno pomembni. Zdaj, malo bi najprej ponovila, kaj je Saturn, pa nekaj bi še povedala o znamenju rib, zato da boste seveda razumeli, kaj zdaj vse te energije pomenijo, a ne. Zdaj, Saturn je planet karme, resnice, odgovornosti, lahko tudi žalosti in izgub,
Zdaj, njegove lastnosti vključuje tako trpljenje, lahko bolezni, stroge omejitve, strah, skrb. Drugače pa Saturn kot planet predstavlja tudi modrost, avtoriteto, delavnost, vzdržnost, vztrajnost. Zdaj, njegov vpliv vedno prinaša neke večje izzive, ampak ti pogosto vodijo k duhovni rasti, seveda, če smo dovolj potrpežljivi, vztrajni, delovni. Uči nas modrosti skozi resnične življenjske izkušnje, prinaša pa Saturn tudi nagrade. Torej, Saturn tudi daje, ampak ob konstantnem trudu in delu. Torej, če smo delovni, če smo pridni, nam bo Saturn tudi prinesel nagrade in to zelo velike. Torej, je planet, ki vam bo dal največ, če boste vztrajali. Si prizadevali in disciplinirano delali vsak dan, dan za dnem, potem vam bo Saturn zagotovo dal. Če pa ne, potem pa seveda vam ne bo, potem vam bo dal pa težke preizkušnje. Torej, kaj pa znamenje ripa? Znamenje ripe pa vodno znamenje, kot sem že povedala, povezano je z 12. hišo izgub, samote, tujine, tujih krajev, zaprtih ustanov, izolacije, zaključkov, odpuščanja, podzavesti, lahko tudi odvisnosti, skrivnosti, izgub bega, tudi stroškov. Je pa to znamenje večkrat tudi povezano s trpljenjem, žrtvovanjem. Lahko pa je povezano tudi z meditacijo, duhovnimi cilji, dvigom zavesti, to je seveda 12. hiša transcendence in duhovnosti in zato so tudi same ribe izjemno duhovno znamenje zodiaka. Torej, ljudje, ki so v ascendentu ribi ali pa imajo luno v ribi, so izjemno duhovni ljudje, torej tudi tisti, ki imajo sonce v ribah. Torej, to so ljudje, ki jih duhovno zanima ali pa so sami izjemno duhovni. Torej, ker sta pri tem znamenju simbol dve ribi, ki plavata v nasprotnih smereh, lahko pa to znamenje prinaša tudi zmedo in nejasnosti. Včasih so ribe izgubljene, včasih pretirano sanjarijo tudi, a ne? Drugače so ribe povezane tudi s krščanstvom, so simbol krščanstva in Jezusa. Zato se pogosto zgodi, da dogodki, ki se zgodijo v znamenju rib, vključujejo neko vrsto trpljenja. Ribe kot znamenje pa drugače ponujajo tudi možnost soočanja s trpljenjem. Zdaj, drugače je sama 12. hiša na splošno težka hiša, Dustan hiša se ji reče, tako kot 6., ki predstavlja znamenje devico, 6., ki je hiša bolezni, težav, ovir, sovražnikov, ter 8., ki jo predstavlja škorpion, ta pa predstavlja preobrazbo. Torej, to so vse Dustan hiše in seveda 12. je ena od teh Dustan hiš in zato že, to bom rekla, na splošno lahko pričakujemo, bom rekla, neke ovire, težave, a ne? Torej, 12. hiša pa sicer ne izraža zgolj negativnosti, vendar lastnosti te hiše in pač tudi ripa, le vključujejo torej trpljenje, težave, zaplete, nesreče, tudi izdatke in pa stvari, ki niso tako koristne za materialno dimenzijo. Seveda pa so vse te stvari nujne, če hočemo duhovno zrasti. Ribe so torej naravni vladar 12. hiše, kar pomeni, da sta pomena te hiše tudi samih rib, torej med sabo zelo povezana. Znamenje rib drugače seveda predstavljajo tudi vodo, oceane, torej ribe predstavljajo globoko vodo in so tudi povezane z intuicijo, sanjami, fantazijo. Ribe so tudi zelo ustvarjalne, kar seveda dokazuje tudi prisotnost tega znamenja v talnih kartah mnogih pisateljev, umetnikov, igralcev. Torej, ko seveda povežemo vse te energije, torej stelium, sončni mrk, še posebej pa Rahuja in Saturna, ki bosta 21. aprila 2025 še v konjunkciji, po stopinjah in bosta takrat tudi zelo blizu Venera in Uran, vsi bojo seveda v ribah. Uran seveda bo v biku, drugi bojo seveda v ribah. Na istih stopinjah bo seveda tudi Ketu v devici. Lahko seveda dejansko ta povezava skupaj prinese neke vrste izgubo. Lahko neko prekinitev, nek zaključek in seveda vse to pa lahko potem sproži trpljenje, lahko tudi odpuščanje, pomiritev. Zdaj, vse te energije torej lahko prinesejo neko dokončno zaključitev nečesa, lahko odnosa, lahko službe ali nečesa drugega, kar je vam osebno bilo pomembno ali pa je pomembno na neki, bom rekla, državni, svetovni ravni, tudi tam se bo lahko nekaj zaključilo.
torej neka zadeva, ne. Lahko se to seveda zgodi zelo hitro, nenadno, ker bo v to zgodbo vključen tudi Uran, lahko pa bodo ti planeti torej povzročili, da se boste vi osebno, torej ali pa vsi mi, da se bomo nečemu odpovedali. Lahko tudi žrtvovali nekaj za to, da bomo lahko delali nekaj drugega, naprimer. Lahko v poslu, lahko tudi v nekem odnosu. Zdaj, odvisno, kako se bojo te energije sprostile in seveda je to tudi odvisno od vaše osebne natalne karte, od vašega horoskopa. To je seveda še močno izraženo, ker je v vso to zgodbo vključen tudi Neptun, ki je seveda tudi planet žrtvovanja, tako kot znamenje rib. Zdaj, za vse nas bo to zagotovo nek večji čas zmede, ki bo lahko podprta tudi z iluzijami, lahko celo zavajeni, zato se morate tega najbolj bati, torej ne glede na to, kakšna bo situacija, jo poskušajte sprejeti takšno, kot je in biti realni. Čeprav bi vas lahko zaneslo v neke popačene predstave od situacij, lahko v odnosu, v službi, ne vem, pač karkoli bo v to vključeno, ker Saturnova bližina Neptuna bo sprožila boj med resnico in iluzijo, zato ker Saturn predstavlja resnico, medtem ko Neptun predstavlja iluzije. Bo pa zagotovo za vse nas to obdobje, torej preko teh močnih energij, bo to obdobje končevanja, zaključevanja in bo prineslo močno, transformativno in energijsko tudi zelo intenzivno izkušnjo. In ta izkušnja bo verjetno zelo globoka in zelo karmična. Zakaj? Zdaj, zato, ker sta v to zgodbo vključena tako Rahu kot Saturn in seveda bo tukaj tudi sončni mrk. Zdaj, zaradi njiju in sončnega mrka bo to izjemno močan karmičen čas. In ta čas vedno prinese karmično čiščenje. Zdaj, oba te dva planeta, torej tako Rahu kot Saturn, sta zelo povezana z nepredvidljivimi senčnimi energijami in tudi karmičnimi lekcijami. In zdaj, ko se ti dve sili združita, nastane večja napetost med potrebo po stabilnosti in strukturi. To je Saturn, torej Saturn vedno teži k neki stabilnosti in strukturi. In pa željo po destabilizaciji teh struktur, kar pa predstavlja Rahu, torej Rahu pa včasih destabilizira nekaj, kar je torej stabilno. In zato se bo to začelo razpadati, torej te strukture se bojo začele rušiti. In seveda Saturn, znan po svoji strukturi in v nadzoru v ribah, se bo tudi soočil z izzivom, ker to vodno znamenje tudi predstavlja in simbolizira raztapljanje, pa duhovnost, intuicijo. In seveda ribe niso tako podvržene redu kot Saturn, so pač znamenje intuicije bolj, ne toliko reda, pa discipline, pa nadzora. In Saturnov poskus, da bi vnesel red v to področje izven njegovega nadzora, poudarja potrebo po soočenju z globokimi, tako čustvenimi in karmičnimi vprašanji. In seveda bo tukaj tudi pomemben sončni mrk, ker ta pa vedno prinese neko situacijo prenove, razkrije stare vidike, tisto, kar je bilo potlačeno, skrito, in seveda to prinese spet na površje. In to bo zdaj zelo izrazito, ker ribe tudi, sem že prej povedala, odkrivajo skrivnosti. In na površje bojo prišle globoke zakopane stvari. Torej, stvari, ki smo jih tlačili tudi. Torej, in tudi v povezavi s Saturnovo in Rahovo energijo bo tako stare strukture in karmični vzorci torej prišli na površje. In to bo seveda zahtevalo od nas transformacijo in opustitev. In to bo tudi na neki kolektivni ravni, torej ne bo samo za vsakega posameznika posebej, ampak tudi na kolektivni ravni bi se to lahko zgodilo. Se bo zgodilo. Saturn in Rahu tako nosita močne karmične energije, njuna konjunkcija lahko aktivira nerešena karmična vprašanja, ki bodo prišla na površje, da se obdelajo in transformirajo, torej kot sem rekla, na individualni ravni in na kolektivni ravni. In to je čas, ko se bomo tako kot posamezniki soočali s posledicami preteklih dejanj, karmični dolgovi bodo morali biti poravnani in seveda to velja tudi za družbo. Torej, spremembam se torej nikakor ne bomo mogli izogniti, torej to leto 2025 je leto sprememb, leto karme,
leto dviga zavesti in zato raje delajmo na tem, da bomo torej vse te spremembe čim bolj realno predelali in tudi sprejeli. To torej seveda označuje močno prelomnico, ki bo sprožila globoke spremembe na osebni in kolektivni ravni in ta energija bo prinesla nek nenaden preobrat, lahko nek travmatičen dogodek, lahko neko uničenje oziroma neko dokončno zaključitev in to bo seveda karmična, ki pa ne bo prijetna. Karmične zadeve ponavadi nikoli niso prijetne, torej ne odnosi, ne službe, vse, kar je povezano s karmo, je vedno zelo zahtevno. Zdaj, teme bojo v ospredju, teme opuščanja, transformacije in novih začetkov, zato se bo verjetno veliko karmičnih vez v tem času lahko prekinilo, lahko bo prišlo do več ločitev, ker bo pritisk na veze bo zelo močan in večji kot ponavadi in te veze se bodo ali poglobile ali pa razpadle. Ne bomo več želeli površinskih odnosov, ampak bomo pričakovali resnost, vztrajnost, discipliniranost in zdaj, če tega ne bo, potem bojo šli ti odnosi narazen. In zato je to čas za ponovno oceno pričakovanj, razmišljanj, idealov v odnosih, da ugotovimo, kje smo bili morda zavedeni, napačno usmerjeni, tako da nas vse čakajo neke večje čustvene turbulence, torej znamenju rib tudi vlada voda in voda predstavlja čustva. In napetost in čustveno turbulenco bosta še dodatno podžigala Mars in Ketu, ki bosta tudi močno aktivirala vse te planete. In v vso zgodbo je vključen tudi Uran, ki je pa tudi znan po nepričakovanih spremembah, revolucijah in nenadnih pretresih in zato lahko njegova povezava povzroči globoke in potencialno uničujoče dogodke, ki bojo seveda imeli pomemben vpliv na posameznike in družbe. To je zelo velika verjetnost, da se bodo vse strukture nenadoma porušile, posebej tiste, ki niso stabilne, pristne in seveda vse to nakazuje na večje družbene pretrese. Torej vsi zaterani, represivni elementi bodo prišli na površje in to se bo moralo razrešiti. In tudi te energije seveda pa lahko sprožijo tudi intenzivne osebne transformacije, torej še posebej na področjih, ki jih v vašem rojstnem horoskopu predstavljata Saturn in Uran, ker se bodo stari destruktivni vzorci verjetno nenadoma in dramatično sprostili, to bo pa seveda ustvarilo prostor za zdravljenje, za duhovno rast. Za nekatere lahko to pomeni tudi večji preobrat v smislu uspeha. Torej, za nekatere ljudi vse te konjunkcije, vse to, kar sem zdaj o tem, o čemer sem govorila, za nekatere ljudi to lahko pomeni tudi večji uspeh. Torej, za tiste, ki so bili do zdaj na nek način onemogočeni, zatrti, pa so vseeno delali dobro, so se trudili, so bili vztrajni, strpni, bodo zdaj lahko zelo, zelo nagrajeni. Ker kot sem rekla, Saturn daje tudi velike nagrade, če smo vztrajni. In zavore se bojo tem ljudem sprostile, odprla se jim bo pa pot do vidnega uspeha. Torej, bo šlo v tisto smer, no, oziroma v tako smer, oziroma dogajalo se bo, torej se bo karmična posledica tega, kar smo delali v preteklosti. Torej, če smo delali dobro, nas lahko čakajo nagrade, če smo pa seveda delali slabo, potem nas počaka neke vrste kazen, no, pri karmi temu ne rečemo tako kazen, ampak tudi posledice naših dejanj. Torej, zdaj drugače naj poudarim, da se bo energija vseh teh planetov seveda sproščala postopoma. Že večkrat sem povedala, da se po nekem astrološkem dogodku, tako kot bo tudi zdaj, torej ta konjunkcija Rahuja, Saturna, sončni mrk, torej se začnejo stvari odvijati postopoma in to lahko traja tudi do pol leta, da se določeni dogodki zgodijo, zmanifestirajo in seveda vse to se bo dogajalo tudi zdaj. Bo pa seveda najbolj izrazito dogajanje, torej aprila in maja, vse do avgusta 2025 in seveda enkrat vmes se vam torej lahko zgodi močan preobrat, ki bo spremenil vaše življenje. Seveda je pa seveda vse zelo odvisno od tega, kje imate znamenje rib in na katero področje padejo v vaši natalni karti te ribe. In to je seveda
Kaj se vam bo konkretno dogajalo, je seveda odvisno od tega. In seveda je od tega odvisno, kaj se vam bo zgodilo in kako boste tudi se na to situacijo odzvali, torej ali z nemerom, jezo, frustracijo ali pa z nekim notranjim sprejemanjem situacije in pomiritvijo. Zdaj nekaj bi še povedala o teh dveh ozvezdjih, ki bodo tudi zaznamovala celoten potek situacije, ker sabo prinašata izjemno močno destruktivno in ognjeno energijo, lahko tudi negativno. To sta Uttara Bhadrapada in Purva Bhadrapada. Zdaj, energija teh dveh ozvezdij, v kateri se bodo ob konjunkciji nahajali Rahu, Saturn in Neptun v ribah, bo seveda še dodatno ukrepila to težko in zahtevno obdobje. Zdaj, ti obe nakšatri ozvezdji nosita ognjeno transformativno energijo, pri čemer Uttara Bhadrapada predstavlja bolj modrosti in zaključke, Purva Bhadrapada pa nemer in nasilje, torej precej temnejše energije. Ozvezdje Purva Bhadrapada, Saturn in Rahu, tudi Venera bodo takrat v tem ozvezdju, je najbolj nepredvidljivo zodiakalno ozvezdje, ki ima temno stran, povezano tudi z transformacijo, lahko tudi z precej negativnimi energijami, torej z zlobo tudi lahko. Simbol tega ozvezdja je meč ali prednji del pogrebnega voza, kar nakazuje smrt, predstavlja tudi človeka z dvema obrazoma in to ozvezdje nosi torej uničenje, transformacijo, precej težke negativne energije. Njegovo božanstvo je Aja Ekapada, ki je upodobljen kot enonogi kozlič. In zdaj v nekaterih družbah, kjer prevladuje zlo ali pa kjer prevladujejo te temne energije, je ta bog pogosto prikazan kot kozel. Zdaj ta Aja Ekapada je povezan predvsem z nekimi temnimi ezoteričnimi elementi, to je s čarovništvom, lahko črno magijo, skrivnimi družbami, nevarnimi kraji. Zdaj to božanstvo je lahko zelo nevarno ali pa je nevarno in je povezano z neko destruktivno močjo, množičnimi poboji, tudi genocidi lahko, tudi drugimi težkimi dogodki, ker prinaša nemer, bes, okrutnost in seveda spreminja življenje osebi na precej dramatičen način. Je tako zelo, zelo težko ozvezdje. Drugo ozvezdje, ki bo ključno za prihajajoče dogodke, je pa Uttara Bhadrapada, Neptun in Merkur bosta v tem ozvezdju, ki je pa drugi del Purve Bhadrapade. Ta nakšatra, torej to ozvezdje pa tudi nosi nekaj jeze, ampak je mogoče ozvezdje, ki tudi ponuja več modrosti. Njen simbol je pa kača v vodi, na dnu oceana ali zadnji del pogrebnega voza. Božanstvo tukaj pa Hirbutnja, znan kot Anaga, zmaj ali kača, ki prebiva v temi, v globokih vodah na dnu oceana, torej to je pa demon iz morskih globin. In zdaj medtem, ko je to prisotna uničujoča ognjena energija, pa lahko vseeno to ozvezdje uravnoteži uničenje z modrostjo in sočutjem. Torej to ozvezdje je mogoče malo bolj milo na nek način, kot tisto prvo. Je pa seveda to ozvezdje tudi povezano s smrtjo, koncem življenja, prehodom iz materialnega sveta. Je pa res, da tudi če je povezano z zaključki, s transformacijo, pa ponuja potencial za duhovno dvigovanje, torej za duhovni uvid, za duhovni dvig. Tako da vse to dogajanje z vsemi temi ozvezdji, torej kot lahko prinaša torej izjemno temne energije, torej uničenje, destrukcijo, torej nasilje, lahko pa prinese tudi izjemno močan dvig zavesti, torej in neko tako pozitivno transformacijo. Zdaj, pri vseh teh energijah seveda je zelo težko napovedati, kaj točno se bo zgodilo in zato sem jaz malo pogledala v preteklost, torej, kdaj so bile podobne energije in kaj se je takrat dogajalo, tako da bo mogoče malo, bomo lahko mogoče sklepali, kaj bi se potem lahko dogajalo tudi v letu 2025, čeprav jaz upam, da ne bo tako kritično, ampak tudi energije so zdaj malo drugače, kot so bile takrat, Ampak nasplošno tale konjunkcija Rahu in Saturna zgodovinsko povezana vedno z nemiri in s težkimi časi. In pa glede na to, da imamo še na začetku leta tega Marsa retrogradnega, so to kar težke energije, čistko odkrito povedano. Torej, podobna poravnava se je zgodila leta 1968 in takrat sta bila Rahu in Saturn tudi v konjunkciji in v ribah, ampak so bile pozicije drugih planetov
nekoliko drugačne in najpomembnejši dogodki takrat niso bili najbolj pozitivni, so bili precej negativni, težki, so prinesli težke dogodke oziroma so bili težki dogodki, prinesli so pomembne družbene izzive, globalne nemire, revolucije, atentate, proteste, tudi pokole, množične umore civilistov in tudi vojne. Konkretno je to čas atentata na Martina Luthera Kinga mlajšega. Leta 1968 je bil v Memphisu, v ZDA, umorjen. Martin Luther King je bil drugače borec za pravice temnopoltih in dobitnik Nobelove nagrade za mir leta 1964. Poleg tega je to tudi čas, ko so naredili atentat na Roberta Kennedyja, ki je bil pa ubit v hotelu Ambassador pod streli mladega Palestinca na proslavi zmage v Kaliforniji in je potem umrl, torej naslednje jutro 6. junija 1968. Potem v tem času je bila tudi vietnamska vojna, ki je bila od leta 1964 do 1975. In tale 68 je bil pa glih nek tak vrh te vojne. Ali pa nek sredina. Potem praška pomlad je bila takrat obdobje politične liberalizacije na Češkoslovaškem v času sovjetske dominacije nad njo po drugi svetovni vojni. Začela se je 5. januarja 1968, tudi leto 1968. Takrat je prišel na oblast Aleksandar Dubčkov, končala pa se je 21. avgusta 1968 z vdorom sovjetskih čet in zaveznikov v Varšavskem paktu na Češkoslovaško. To je taka zanimivost. Torej praška pomlad, torej nemiri, atentati, take zadeve so se dogajale, ampak seveda pozicije so zdaj malo drugačne, teh planetov, tako da se lahko zgodijo seveda drugačne stvari, ampak lahko tudi podobne. In čeprav bodo pozicije drugih planetov v letu 2025 nekoliko drugačne, ponovna konjunkcija Rahu in Saturna v ribah, torej lahko nakazuje, bom rekla, na neko možnost ponovitve podobnih tem, možnost pomembnih globalnih dogodkov, vključno lahko z nekimi družbenimi nemiri, lahko pa tudi prelomnimi tehnološkimi napredki. Tako da to gre lahko tudi v tehnološki napredek, ni nujno, da se ta energija sprosti v takih nemirih. Torej, dogodki kot so ti, vse, kar sem zgoraj naštela, torej kažejo, kako lahko ta konjunkcija sproži izjemne napetosti, destruktivne energije in lahko vodi do nenadnih in dramatičnih pretresov. Torej, vsa ta konjunkcija s temi težkimi energijami ima seveda potencial, da bo destruktivna tako na osebni kot na kolektivni ravni, seveda, če neka, bom rekla, vprašanja, ki jih ljudje sprožajo in množica sproža, družba sproža, ne bojo zavestno in pravilno obravnavana ali pa pravično obravnavana. Ko pa seveda družba neke izzive prepozna in se z njimi odkrito sooči, pa seveda lahko postane to tudi čas globokega ozdravljanja in transformacije, ki je seveda pozitivna in seveda se bo ponujala vse skozi priložnost za kolektivno duhovno rast in osebno duhovno rast. Zdaj, ali se bojo seveda vse te energije manifestirale destruktivno ali konstruktivno, kot sem že rekla, je pa seveda odvisno od individualnih in kolektivnih dejanj. Nas pa vsa ta poravnava spodbuja k razvoju duhovne discipline, opuščanju starih vzorcev, ker spodbuja duhovno rast in zdravljenje starih čustvenih in karmičnih ran. Torej, to bo, bom rekla, nek dober čas za to, da rešimo neka karmična vprašanja in pozdravimo svoje čustvene rane. Zdaj, ker Saturn bo v ribah in nas bo nekako prizemljil in nas tudi nekako pozval k temu, da bomo ohranjali neko čustveno stabilnost in da bomo duhovno prizemljeni. Tudi v težkih zunanjih okoliščinah in nasplošno. Zdaj pa, če gremo k malo bolj, bom rekla, optimističnim temam, torej Jupiter, če nadaljujemo našo napoved, torej Jupiter bo v dvojčkih. Jupiter, planet rasti, modrosti, širite, bo pa 14. maja, torej sem nekaj najbolj napeto, bo od marca do maja, pa bo pa malo sprostitve, ker 14. maja 2025 pa vstopi Jupiter v znamenje dvojčkov.
In dvojčki, ki jim vlada Merkur, torej predstavljajo komunikacijo, intelekt, diplomacijo, družbene povezave, transport, tudi promet. In ta ekspanzivna energija Jupitra bo seveda okrepila in podprla vsa ta področja, seveda s poudarkom na znanju in izobraževanju, zato ker Jupiter predstavlja pa znanje, izobraževanje. Jupiter v dvojčkih bo torej močno vplival na to, kako komuniciramo, izmenjujemo znanje in mnenja. S hitrim razvojem umetne inteligence bodo ljudje vedno bolj pridobivali znanje, verjetno na interaktiven, na personaliziran način. In zagotovo se bojo pojavile te platforme, ki se bojo prilagajale individualnim učnim stilom, te bojo pripomogle k bolj učinkovitemu in ciljno usmerjenemu učenju. Veliko bo spletnih tečajev se verjetno pojavilo, veliko bo izobraževanja, torej preko spleta, ker bo seveda Jupiter v dvojčkih vse to zelo, zelo podpiral, tukaj bo ena taka ekspanzija tega. Potem napredki tehnologije, globalno mreženje, zdaj nove tehnologije, verjetno tudi kakšna prevajalska orodja, vse to se bo zelo razvijalo verjetno, bodo tudi pomagala premagovati jezikovne ovire, to bo vse spodbudilo globalno mreženje, globalno povezovanje, ki bo še bolj intenzivno, izmenjava med državami bo postala verjetno hitrejša, lažja, kar bo omogočilo inovativne ideje na področjih, kot so znanost, medicina in pa druge discipline. In seveda vsta napredek ima pa velik potencial, da koristi človeštvu. Seveda moramo paziti, kako jih uporabljamo, in moramo seveda paziti, da to uporabljamo na način, da služimo višjemu dobremu. Potem imamo tudi seveda računalništvo se razvija, torej zdaj lahko obdelujemo ogromne količine podatkov, torej imamo umetno inteligenco, torej verjetno se bo ta umetna inteligenca bo podprla razvoj, raziskave, to bo vse hitrejše se bo razvijala. Potem bo seveda izobraževanje verjetno postajalo vedno bolj dostopno, tudi zaradi vseh teh spletnih tečajev, spletnega izobraževanja. In ta Jupiter v dvojčkih bo seveda omogočal pomembne preboje v letu 2025 na področju povezovanja, izmenjavanja znanja, na področju diplomacije, pogovorov, konstruktivnih pogovorov. Seveda pa tukaj moramo se seveda vedno zavedati odgovornosti, ker mi vedno odločamo, kako bomo vse te tehnologije uporabljali. Tako da vsi moramo imeti to zavedanje, da to uporabljamo seveda na način, da koristimo drugim, ker vemo, da je tudi zelo veliko spletnih prevar, vedno več je tega. Tako da ta Jupiter v dvojčkih z vsemi temi temnimi energijami, ki sem jih prej govorila, lahko pa spodbudi tudi še več spletnih prevar, tako da tukaj moramo biti pa previdni. Seveda, ampak namesto, da nas vodi strah, imamo vedno priložnost zavestno izkoristiti pozitivne potenciale tega res pomembnega napredka in tako zase in za druge oblikovati boljšo prihodnost. Torej, vsak posameznik se mora truditi, da dela dobro. Potem bo tudi seveda tisto, kar posejemo, tudi bomo poželi. Tukaj sem prej govorila o karmi. Torej, nekateri bojo, tisti, ki so delali dobro, bojo tudi bogato želi. Tisti, ki pa ne, bojo pa seveda dobili svojo karmo nazaj. Tako je vedno. No, potem se bo pa, če gremo naprej z našo napovedjo, zgodil tudi en zelo pomemben premik. Torej, Rahu se bo premaknil v Vodnarja, Ketu pa v Leva, to se bo zgodilo 29. maja 2025 in pa kasneje se bo zgodila konjunkcija Marsa in Ketuja, to bo pa 21. julija 2025. Torej, to bo pa tudi zelo, zelo pomemben, oziroma dva zelo, zelo pomembna astrološka dogodka. Zdaj, Rahu se bo premaknil v Vodnarja in Ketu v Leva. Torej, Rahu v Vodnarju bo verjetno sprožil neke revolucionarne energije, ki bi lahko povzročili pomembne družbene premike, lahko na področju znanosti, medicine, lahko tudi na področju dela in financ. Zagotovo bodo v ospredju finance, torej koliko smo plačani za svoje delo. Ker zdaj bil Saturn v Vodnarju, je bil prav tako zelo v ospredju, so da ta vprašanja sem že takrat napovedala vrsto stavk, kar se je potem tudi zgodilo. Rahu bo pa tudi odpiral ta vprašanja, zdaj bodo ljudje mogoče še bolj zahtevni, in še bolj bodo želeli biti plačani za tisto, kar delajo, pošteno plačani, tako da bodo ta ospredja zelo, zelo
torej ta vprašanja, no, bojo zelo, zelo v ospredju, ko se bo Rahu torej premaknil v vodnarja, ne. Ketu bo pa v levu seveda izzival stare vodstvene strukture, ker lev predstavlja torej voditelje, hierarhijo, a ne, tiste, ki so torej vodilni in torej Ketu v levu torej bo izzival te vodstvene strukture, kar bi tudi lahko vodilo v razpad monopolov, hierarhij, sprememb. Zdaj lahko v izobraževalnem sistemu, lahko v kakšnih drugih sistemih, v zdravstvu, tudi v politiki, a ne, ker lev, a ne, levu vlada sonce in sonce predstavlja hierarhije, predstavlja voditelje, torej ljudi, ki so na položajih, a ne. Torej Rahu v vodnarju, če najprej malo bolj konkretno pogledamo, torej zdaj Rahu in Ketu, a ne, torej bosta 29. maja 25 zamenjala znamenji, to bo sprostilo nove močne energije. Lunina voza zdaj lahko razumemo kot tok energije, ki teče skozi horoskop. In seveda Rahu in Ketu, sem že prej rekla, imata zelo pomembno vlogo tako v vašem osebnem horoskopu, imata pa pomembno vlogo tudi na globalni ravni, ker so seveda karmična vozla. In ti premiki vedno spremljajo pomembne prelomnice, ki sprožijo kolektivne in individualne spremembe. Rahu bo torej vstopil v znamenje vodnarja, ki si je povezano z uporom, svobodo, tehnološkimi inovacijami, izumi, vizijami, zato bo prinesel precej revolucionarne energije, ki bodo seveda povzročile lahko večje družbene premike. Lahko pričakujemo prelomna odkritja na področju znanosti in medicine, zato ker vodnarji so vizionarji, že vnaprej vedo, kaj bo delovalo, so izumitelji in zato lahko pričakujemo neke nove izume. Torej, pričakujemo lahko prelomna odkritja na področju znanosti, medicine, nove tehnologije, pomembna zdravila, ki bodo seveda imela velik vpliv na družbo. Že zdaj, na primer, se pripravljajo premiki pri zdravljenju različnih bolezni, na primer raka ali pa kakšnih drugih bolezni. In tukaj se bojo res veliki premiki zgodili, a ne, z Rahujem v vodnarju. Potem pa, kot sem že prej rekla, se bojo ljudje borili za večje prihodke in pošteno plačilo še naprej in za tega so možni nemiri in protesti v tem smislu z vsem povezavami, z vseh teh energij, ki sem jih že prej omenjala, a ne, bodo zagotovo nemiri v letošnjem letu. Potem Ketu v levu, torej Ketu bo v znamenju leva, to bo izvalo stare vodstvene strukture, ki temeljijo na egu in tudi verjetno bo to lahko razgradilo monopole moči pa hierarhije. In Ketu bo v levu verjetno prinesel številne zamenjave zdajšnjih voditeljev, posebej tistih, ki temeljijo na egu, ki se ne trudijo za ljudi, ki niso etični. Zdaj, ta premik lahko prinese tudi spremembe v izobraževalnem sistemu, ki se bo tudi premikal proti novim, bolj prilagodljivim modelom, ki spodbujajo projektno, lahko tudi bolj individualizirano učenje. Je pa res, ne, da bo to tudi čas, ko se bojo pa nekateri individualisti morali zavedati, da se bo na nekaterih področjih treba bolj prilagajati množici in ne misliti le nase. To je pa Rahu v vodnarju. Bo pa to poudaril, a ne? Torej, tako da bodo nekateri morali se tudi malo zamisliti na tem, da pač to pretirano individualiziranje pa tudi ni v redu, a ne? Seveda je od nas odvisno, kako se bomo vključili v spremembe. Predvsem velja to za izobraževalni sistem, tukaj se bojo tudi dogajale kar precejšnje spremembe, posebej z Jupitrom v dvojčkih, a ne, bojo neke nove tehnike, nove metode, novi načini poučevanja se bojo zagotovo pojavili, a ne. In tudi s Ketujem v levu, torej nekatere stvari bojo odšle, torej bojo jih, bom rekel, umaknili in bojo prišle nove stvari verjetno v izobraževanju. No, Ketu se bo pa srečal julija 2025 z Marsom, kar pa seveda prinaša napeto situacijo v poletju 2025. Ta poravnava je pa zelo znana po sprožanju agresije, nasilja, tudi kakšnih terorističnih dejanj in katastrofalnih dogodkov, nakazuje na povečane globalne napetosti, tako da jaz upam, da se ne bo zgodilo res kaj kritičnega,
ker vse od marca, torej pa do avgusta, tako kot sem rekla, ne bo zelo, zelo napeto. No. Napete energije bojo. No. Potem pa jesen bodo seveda spet zaznamovali mrki, 7.9.2025 lunin mrk in 21.9. Sončni mrk. Ta bo v Devici. No, zdaj, ko sem rekla na začetku, bom še nekaj povedala o naravnih nesrečah. Torej, glede naravnih nesreč imamo letos 2 sprožilca. Prvi se pojavi od začetka februarja do konca marca, ko bosta Neptun in Rahov v direktni konjunkciji v Ribah, ki bo sledil intenziven sončni mrk. Seveda bo pa ta mrk vključeval tudi retrogradna Merkur in Venero in bo to zelo kritično obdobje zaradi tega. Neptun je planet povezan z vodo, oceani, poplavami, z vsem tekočim, torej z vodo. In ko se bo združil z Rahujem, severnim vozlom, se bodo energije lahko zelo krepile in postale zelo nepredvidljive, posebej s temi ozvezdji, v katerih bosta Neptun in Rahu. In lahko se bomo soočili s skrajnimi vremenskimi dogodki, poplave, bojo lahko nevihte, lahko cunamiji. Zdaj, Uran v Biku, ki je tesno povezan z Zemljo in njenimi viri, bo lahko v letu 2025 sprostil tudi destruktivne energije, o tem sem tudi že povedala. In to bi lahko privedlo do naravnih nesreč, kot so potresi, vulkanski izbruhi in ekstremni vremenski dogodki. Torej, sem že večkrat povedala, da je tudi Pluton v gibljivi Zemlji, v Kozorogu in to so pa tudi lahko potresi. Potresi in vse povezava tega je seveda potresi, torej cunami, voda, zemlja, voda, torej taki ekstremni vremenski dogodki. To seveda nas vse zelo, bom rekla, spodbuja k temu, da se bolj povežemo z naravo in da bolj skrbimo za njo. Da bolj odgovorno ravnamo z veri in tudi, da bolj odgovorno ravnamo z energijo. In to je seveda čas, ko bi morala postati naš odnos do Zemlje, naša odgovornost za upravljanje planetarnih verov ključnega pomena. Zdaj bom pa še nekaj povedala, kaj čaka Slovenijo, bolj na kratko sicer. Pa tudi na splošno, sem tudi že nekaj o tem govorila. Torej, zdaj Slovenijo že na začetku leta čaka pestro dogajanje, že v decembru 2024 lahko pričakujemo porast nesreč, lahko v prometu ali pa v povezavi z ognjem, elektriko, lahko tudi kakšnih nasilnih izpadov, agresije in nemira. To se bo pa seveda stopnjevalo in se v novem letu nadaljevalo. Posebej bo letos v ospredju nasilje nad ženskami. O tem se bo zelo veliko govorilo. Februar bo zelo pester, kar se tiče odnosov, nasplošno tudi v politiki, v komunikaciji bojo ljudje verjetno kar precej nestrpni, lahko celo agresivni. Zadeve se bojo sicer malo umirile v marcu, ampak celo leto bo napeto dogajanje. Torej, posebej lahko zadeve postanejo napete v smislu agresije, konfliktov in nemirov, lahko kakšnih pretresov in izgredov od aprila do avgusta tega leta. Zdaj v februarju in marcu so lahko večje težave v prometu, v medijih, povezavi z računalniki, elektriko v prometu. Posebej bo izpostavljen tudi nasilje v zaprtih ustanovah in to celo leto. Se bo o tem tudi govorilo veliko. Slovenska vlada se bo morala verjetno tudi s tem precej ukvarjati in tudi sprejeti kakšne ukrepe, tudi precej v povezavi z uniformiranimi poklici. Torej zdravniki, policisti, vozniki, torej vojaki in podobnim, o tem se bo zelo veliko govorilo. Potem pomladi nas lahko čakajo vremenske težave, ujme, poplave, plazovi, pa druge nevšečnosti. Nasplošno bojo ljudje tudi v Sloveniji, torej v tem letu bolj nestrpni kot ponavadi, tudi bojo želeli bolj konkretne rešitve, ne obljube. In pogovori v to smer bodo intenzivnejši v drugi polovici leta. Zdaj od junija naprej bo drugače Slovenija stopila v novo obdobje, ko se bojo zadeve začele postopoma spreminjati na bolje. Zdaj jaz sem pa še za naprej pogledala malo, postopoma bomo na oblast pritegnili ljudi v naslednjih letih, je to 2026-2027, ki je že zdaj vidno. Ljudi, ki bojo bolj etični, moralni, bodo vladali bolje, kot so njihovi prehodniki. Edino, kar je težava, je to, da nekateri ljudje v Sloveniji voditeljev ne bojo sprejeli, kar pa je v Sloveniji vedno tako in tako težava. Voditelji, ki pridejo na oblast v Sloveniji, vedno doživljajo neke dramatične
karmične situacije, to je seveda karma Slovenije, in odnosi v vladi med vladajočimi so tako ponavadi napeti, lahko prebivalce Slovenije tudi nekoliko bolj frustrirajo, kot pa da jim dajo neko upanje. Ampak je pa res, da zdaj v to obdobje, v katero pa zdaj Slovenija prihaja, torej že v letu 2025, bo pa v ospredje stopil voditelj, premier, ki bo bolj, bom rekla, konstruktiven, bolj pomirjen in bo tudi ljudi bolj pomiril, no. In se ne bo tudi oziral ne toliko na te konflikte, na te, bom rekla, ne bo sprožal nekih težjih situacij ali pa težjih konfliktov, no. Slovenija bo na pomlad 2025 postopoma doživljala večje krize na domačem parketu, to kar se tiče zaprtih ustanov, tukaj bo zelo pestro, bolnice, šole, zapori, zavodi, pa tudi drugi inštituciji. Tu bo morala Slovenija sprejeti neke pomembne spremembe, ukrepe, kot sem že prej rekla. Drugače se bojo pa te zadeve zgodile same od sebe in ne bodo prijetne. Torej, neke stvari se bojo zgodile, ki bojo potem sprožile spremembe. Torej, če jih ne bojo prej naredili, bo pa potem se neke stvari zgodile, ko pa bojo prisiljeni, da bojo naredili spremembe. Se tako je zmeraj. Tukaj bomo morali neke stvari žrtvovati in ukiniti, da se bodo zadeve umirile in izboljšale, drugače ne bo šlo. To bo tako glede šolstva, zdravstva, kot glede drugih zaprtih ustanov, tudi teh, bom rekla, zavodov oziroma domov za ostarele, potem domov za tujce in podobno. Ker neke zadeve se bojo končale, pa če bomo želeli ali ne. Vladajoči bodo v tem času prisiljeni reševati tudi vedno večje probleme s tujci, marginalnimi skupinami, naprimer Romi. Lahko se bodo od marca naprej pa vse do poletja povezavi z zaprtimi ustanovami in marginalnimi skupinami pojavili nepredvidljivi zapleti, nemiri, lahko agresije, demonstracije, protesti, nasilni izpadi in država bo morala bolj poskrbeti za varnost ljudi in to bo ljudje tudi zahtevali. Zdaj, pomlad in poletje bo prineslo tudi napetosti tudi pri vladajočih, posebej poleti se lahko zgodijo kakšni nepredvidljivi nasilni dogodki, posebej do aprila do avgusta tega leta. Torej, posebej sta izpostavljena junij in julij, no, takrat bi se lahko kaj zgodilo, lahko pa že prej ali pa tudi na jesen, ne, zato ker vemo, tale konjunkcija Ketuja in Marsa bo v juliju, ampak te energije se lahko sprostijo tudi kasneje, torej tudi v jeseni, ker se postopoma lahko te energije sprožajo. Tako da jesen bo tudi verjetno kar precej pestra, tudi povezavi z mrki, ko bojo. Torej, potem močne in težke energije se lahko sprostijo tudi v kakšni nesreči, požaru ali ujmi. Jaz upam, da se bo vse dobro končalo, da ne bo se zgodilo res kaj kritičnega. Vedno je na nas, kako bomo upravljali s temi energijami, kako se bomo odzvali. Predvsem v tem letu svetujem strpnost, mirno reševanje zadev, pogum. Sloveniji pa seveda kot svoji državi vedno želim vse dobro. Torej, za konec, kaj bi povedala za konec? Torej, energije, ki se bodo oblikovale v letu 2025, bojo žal verjetno privedle do več konfliktov, konfrontacij, nemirov, še posebej v kombinaciji z izzivi Saturna, Urana in Rahuja. Torej, polje nemira se bo zagotovo oblikovalo in okrepilo bo boj za moč in tudi to bo seveda sprožilo verjetno politične napetosti. Ampak seveda tudi tukaj je možna transformacija, ker vse te planetarne kombinacije nam vedno ponujajo priložnost, da se zavestno posvetimo ukrepom za spodbujanje miru in spremenimo svoj pristop k konfliktom. Je pa res, da leto 2025 zagotovo prinaša velike spremembe, preboje, tudi izzive in karmične lekcije. Zdaj, planeti nas bodo pozvali, da bomo prepoznali, da bomo opustili stare vzorce, karmične vzorce, to pa bo odprlo prostor za novo, bolj pravično in tudi mirno prihodnost. Ker poleg vseh teh izzivov je leto 2025 tudi čas duhovnega prebujanja in širitve zavesti. Torej, težke energije 2025 so neizogibne, ampak kako se bomo na njih odzvali, je pa seveda v naših rokah. Torej, to velja za vsakega posameznika, kot tudi za družbo.
za državo, za skupnost, za svet. Še enkrat naj ponovim, kljub temu imamo svobodno voljo, sami se lahko odločimo, ali bomo te energije izrazili na nižji destruktivni ravni ali pa na višji duhovni ravni. To je seveda odvisno od nas kot ljudi in državljanov. Letošnjo leto, 2025, je tudi leto puščavnika po tarotu. Puščavnik je pa tisti, ki vedno išče resnico. In zanimivo, torej, da so vse energije v ribah, riba je tudi duhovno znamenje, tudi puščavnik je izjemno duhovna karta v tarotu. Torej, puščavnik predstavlja duhovno rast, predstavlja iskanje resnice, predstavlja znanje. Pomeni, da bomo v tem letu lahko res iskali rešitve, rešitve bomo pa našli tako, da bomo šli vase. Torej, puščavnik gre vedno v sebe iskati rešitev. Torej, puščavnik je tisti, ki posluša intuicijo, ki posluša sebe in na tak način sprejme rešitev zase in jo tudi najde in tudi sprejme. Torej, puščavnik se vedno poglablja vase in mi se v tem letu bo to zelo dober čas, da se poglabljamo vase. Tako da je zelo zanimivo, da se astrološko te energije, torej astrološko energije zelo sopadajo z energijo puščavnika. Torej z pogledom vase, lahko tudi z trpljenjem, žrtvovanjem, ker puščavnik lahko predstavlja tudi, da smo nekaj izgubili, predstavlja tudi karmo, to je zelo karmična karta, ampak torej puščavnik drži v roki luč, torej predstavlja tudi luč, osvoboditev. Torej, tako da je za to leto najbolj pomembno, da gremo vase, poslušamo sebe, svojo intuicijo, tako najdemo rešitev in potem torej v zunanjem svetu tudi torej, to rešitev, ki smo jo našli zase, tudi potem predstavimo drugim, če je to treba, ali pa pač rešimo neko zadevo na tak način, da predvsem poslušamo sebe. Drugače izzivi puščavnika so torej strahovi, torej v tem letu bomo morali paziti, da ne preveč sebe mučimo z nekimi negativnimi mislimi, da se nekako borimo proti vsem strahovom, ker bo verjetno to leto, bom rekla tudi verjetno po medijih, kar močno bo verjetno veliko neke negativne reklame verjetno, ali pa mogoče veliko nekih negativnih sporočil, ki jih boste lahko slišali preko medijev in potem to seveda lahko človeka zelo prestraši. In takrat se morate spomniti, da morate v sebi torej poiskati rešitev in odgovore. Torej ne vse verjeti, kar vam mediji sporočajo. Torej zaupajte sebi. To je najbolj pomembno v tem letu. Zato, da ne boste preveč prestrašeni, ker bo lahko veliko tudi, torej ne samo negativnih informacij, ampak tudi lažnih, ker sem rekla že na začetku leta, da bo lahko kakšno zavajanje pa lažne informacije. Tako da zaupajte sebi, svoji resnici in to resnico potem tudi povejte na ven. To je pač moje sporočilo vam. Torej, zdaj na koncu pa naj vas še povabim, da se prijavite na moje e-novičke ter da prejmete izjemno ugodno ponudbo, torej napoved za vsa znamenja, ki je pa seveda bolj vezana na osebne spremembe. Seveda so tudi te napovedi splošne, torej za vsa znamenja, saj so dogodki vedno odvisni od vaše osebne natalne karte in postavitve planetov v njej. Tako da pač seveda so te napovedi tudi splošne, ampak so tudi kar precej konkretne, ker ta vedska astrologija, torej napoved za vsako znamenje je tudi precej konkretno. Torej za vašo povsem osebno analizo pa imam zdaj v decembru in januarju prav tako pripravljeno zelo ugodno ponudbo in zato vas ponovno vabim, da se vpišete na novičke, kjer boste pridobili tudi te informacije. Torej pridobili boste seveda informacije torej za ugodne ponudbe napoved za vsa znamenja, pa tudi za
osebne analize, torej imam tudi pripravljene ugodne ponudbe, torej za vse tiste, ki se boste prijavili na e-novičke. Drugače vam pa danes želim lep dan in vas lepo pozdravljam.